Dober dan. Na četrtkov pogovor o gospodarstvu sem danes povabila gospo Maričo Lah, predsednico Trgovinske zbornice Slovenije. Dober dan. Dober dan. Pogovarjali se bova o dveh temah. In sicer najprej o karticah Diners in plačilo zapadlih terjatev ter seveda kako naprej z uporabo kartice Diners. Druga najina današnja tema pa je dvig DDV-ja s 1. julijem in kako bo to vplivalo na cene v trgovinah. Mogoče bi začeli za začetek z napovedano temo o Dinersu. Danes, če se ne motim, ste se sestali s predstavnikom Erste kluba. In kaj ste se dogovorili z njim? Kako bo zdaj šlo naprej s karticami Diners? Res je. Danes je potekal sestanek z namestnico predsednika Diners klub Karda. To je družba, ki pokriva Diners poslovanje že v 6 državah, predvsem jugovzhodne Evrope, in ki naj bi, vsaj tako nam je danes razložila, tudi prevzel poslovanje za Dinersovo kartico v Sloveniji v bodoče. V ta namen so v postopku ustanavljanja svoje nove odvisne družbe, ki bo v 100% lasti Erste Bank iz Zagreba in ki naj bi skrbela za poslovanje tudi za Dinersovo kartico v Sloveniji. Oni bojo pravzaprav novi nosilci, prevzemniki franšize za poslovanje za Diners kartico. Seveda vse to ob predpogoju, da bo Banka Slovenije jim izdala licenco za to kartično poslovanje. Razlika, ki je za nas trgovce zelo pomembna, je tudi v tem, da bo nova družba v Sloveniji iskala oziroma pridobila licenco tako za gotovinsko poslovanje, kot tudi za obročno poslovanje. To je za nas ključnega pomena, ker dosedanja družba Diners Klub Finance Slovenija za obročno poslovanje ni imela pridobljene licence Banke Slovenije, pač pa je poslovala po drugačnih kriterijih. Tako da je bila za nas to, bi rekla, lahko prva dovolj dobra informacija za odločitev o poslovanju z Diners kartico v bodoče v Sloveniji. Kaj pa to v bistvu pomeni za imetnike kartice Diners? Kdaj bodo zopet lahko dejansko uporabljali v trgovinah? Kaj se pričakuje? Ja, vse to je odvisno, torej od nas trgovcev zagotovo to ni odvisno, ne? Ampak vse to je odvisno od pridobitve licence, od zaključka ustanovitve te nove družbe v Sloveniji in pa od pridobitve licence s strani Banke Slovenije. Potem bo nastopil trenutek, ko bodo seveda zadostili, ko bo ta nova družba zadostila vsem pogojem poslovanja, potem bo nastopil trenutek, ko bodo lahko izdali nove Diners kartice potrošnikom v Sloveniji in takrat jih bomo seveda tudi trgovci sprejeli ali pa tudi ne. Vse to je odvisno od vsakega posameznega trgovca, ali bo podpisal za novo družbo, nosilko franšize Diners, pogodbo o poslovanju ali pa ne. Namreč, pred nami je izjemno so pomembne aktivnosti, v katerih zasledujemo samo en cilj. In sicer popolno poplačilo vseh zapadlih in pa tudi garancijo za poplačilo nezapadlih terjatev, ki so jih Dinersove družbe v Sloveniji ustvarile do trgovcev. Koliko je teh terjatev zapadlih? Tega pa je 29 milijonov evrov. Brez zamudnih obresti? Seveda, to je brez zamudnih obresti. 29 milijonov evrov je pravzaprav nominalna glavnica. A ste izračunali, koliko bi pa znesle zamudne obresti? Zamudnih obresti nismo računali pravzaprav zaradi tega, ker strukture samih teh trgovčevih terjatev ne poznamo. Ne poznamo točno, koliko je obročnih odplačil, koliko je že zapadlih, torej to bi se dalo oceniti in seveda tudi izračunati. Vendar je v tem trenutku za nas izjemno pomembno samo to, da dobimo dovolj veliko garancijo za poplačilo vseh teh terjatev. Da pa se računa, da bi bile v resnici poplačene te terjatve in kdo jih bo poplačal? Torej model, ki nam ga je danes namestnica predsednika Erste Card družbe predstavila, je približno takle. Vsi trgovci naj bi dobili v prihodnjih dneh pismo, v katerem naj bi Diners International
pojasnil, na kakšen način bodo njihove terjatve tudi poplačane. Diners International je namreč prevzel vse terjatve, ki sta jih imele obveznosti, ki sta jih imeli Dinersovi družbi v Sloveniji do trgovcev. V tem pismu bodo pa seveda navedeni tudi kumulativni pogoji, na katere bo trgovec moral pristati, če bo seveda želel, da se po tej poti izplačajo tudi te terjatve. Te kumulativni pogoji pa so, da podpiše novo pogodbo z novim pravnim subjektom v Sloveniji za poslovanje z Dinersovo kartico za obdobje 1 leta. To je prvi pogoj, in pa, da ne bo uveljavljal pri poplačilu teh svojih terjatev tudi obresti. Seveda pa se bodo v tem postopku, se bo pa tudi ugotavljala saldo, kakšna terjatev je na strani trgovcev oziroma ali Diners Club International evidentira enako terjatev oziroma na drugi strani obveznost, ki jo je prevzel, skratka ugotavljal se bo saldo tudi. In potem po podpisu te nove pogodbe, teh kumulativnih pogojev, naj bi, vsaj tako so nam ustno zagotovili, v roku 2 dni potem bil tudi nakazan denar v tej nominalni vrednosti glavnice na račune naših trgovcev. Še eno tako mogoče rahlo populistično vprašanje. Veliko ljudi se sprašuje, ali bo Tomaž Lovše zaradi vseh teh zapletov in dolgov, ki jih je pač povzročil konec koncev do trgovcev, ali sledijo zanj kakšne sankcije, se pravi konkretno, bo kdo njega tožil, recimo trgovci zaradi vseh teh zapletov. Razmišljate tudi o tem? To je zelo interesantno vprašanje pravzaprav, ne? Zaradi tega, ker bi lahko se postavili na stališče, da to ni problem trgovcev. Ker trgovci smo poslovali z pravnim subjektom, katere lastnik ali pa solastnik, se niti tega pravzaprav ne vemo, a ne, je resnično bil gospod Lovše. Lahko bi se pa tudi postavili na stališče, da bomo tu iskali tudi to odgovornost. Vse je odvisno od izplena podpisov teh ponudb, ki jih bodo naši trgovci prejeli v prihodnjih dneh. In če se bo večina trgovcev odločilo za podpis te ponudbe, potem bo verjetno naš pristop kot pristop Trgovinske zbornice Slovenije do ugotavljanja individualne odgovornosti posameznih subjektov, tako pravnih kot fizičen, nekoliko milejši. Če pa se večina trgovcev ne bo odločila za podpis teh novih pogodb in seveda s tem tudi teh kumulativnih pogojev, potem pa še vedno, tako kot smo vse skozi razlagali svoje scenarije, obstaja verjetnost, da bomo šli v postopek uveljavljanja in ugotavljanja individualnih odgovornosti, tako pravnih kot tudi fizičnih oseb, pri čemer pa inštitucije niso izključene. Konkretno tu mislim na Banko Slovenije. Zdaj dali ste iztočnico, ne, Banka Slovenije. Mislite, da je Banka Slovenije prepozno reagirala? Maja je namreč odzela šele licenco družbi Diners Club Slovenija. Verjetno imate prav s to svojo trditvijo. Kot predstavnica Trgovinske zbornice Slovenije tega v tem trenutku ne upam trditi. Lahko pa potrdim samo to, da je pravna analiza, ki bo pokazala na morebitno odgovornost Banke Slovenije v tej smeri v delu. Hvala lepa. Pa začneva še z drugo temo, ne? Ja. Druga tema je pa seveda skorajšnji dvig davka na dodano vrednost. Že v ponedeljek s 1. julijem naj bi se zvišal ta davek. Ampak za začetek mogoče v Trgovinski zbornici ste nasprotovali zvišanju DDV-ja. Lahko poveste, zakaj? Torej, absolutno smo zelo nasprotovali zvišanju davka na dodano vrednost iz večjih razlogov. Na eni strani smo razpolagali z rezultati ali pa posledicami dviga v nekaterih drugih državah Evropske unije,
Na drugi strani smo razpolagali z drugačnim vzorcem obnašanja slovenskega potrošnika, kot je ta vzorec včasih bil. In na tretji strani, kar je pa verjetno še najbolj grozljivo, pa so trendi. Trendi, ki v obdobju zadnjih mesecev kažejo zelo zaskrbljujočo sliko, in to so trendi, ki so drugačni, trendi v potrošnji, oziroma če govorim z vidika trgovcev na prihodkih. Do teh tipičnih trendov, so to, ne vem, bolj varčni nakupi, manjši izdatki ob posameznem nakupu. To so tako varčnejši nakupi, pogostejši nakupi, ki pa sumarno ne odtehtajo enkratnega prejšnjega nakupa, bi rekla predkriznega nakupa. To je prehod na cenejše vrste proizvodov, s tem tudi seveda manj kvalitetne, s tem pa tudi manj maržne ali pa profitabilne z vidika trgovca, kot tudi na drugi strani prehod na blagovne znamke. Cenejše trgovinske blagovne znamke seveda, in pa kar je še posebej zaskrbljujoče, to je vzorec obnašanja potrošnika, ki je skrajno varčen tudi na proizvodih, za katere nismo predvidevali, da se bo obnašal varčno do njih. To je prehrana. To je prehrana, kar je tudi z socialnega vidika za Slovenijo pravzaprav zelo zaskrbljujoče stanje. In ta trend, o katerem sem govorila, če ga primerjam z državami Evropske unije, za 27-terico, se je trend v potrošnji, v povprečju v Evropi že obrnil navzgor. V Sloveniji se pa še vedno ta trend negativni poglablja in se ta razkorak med Slovenijo in Evropsko unijo povečuje. Se pravi, če izhajava iz tega, v različnih trendih med Evropo in potem posebej znotraj tega Slovenijo, pomeni, da zvišana stopnja DDV za hrano, trgovci pravzaprav tega ne bodo mogli prevesti tudi v višje končne cene pri sami hrani. Kakšna je potem zdaj pričakovana ta politika spreminjanja cen s 1. julijem? A bo to recimo selektivno, prehranski izdelki pač bodo ostali ob enakih cenah, druge potrošne dobrine bodo pač zaradi višjega davka imele višje cene? Se da vsaj okvirno prikazati, kaj lahko pričakujemo 1. julija? Ja, na osnovi razprav, ki smo jih vodili s posameznimi trgovci na temo politik, njihovega obnašanja in pa seveda njihovih zmožnosti, bi lahko v kratkem povzela takole. Verjetno se bo zgodilo neko zelo racionalno obnašanje trgovcev do prehrambenih proizvodov, kar pomeni, da se bodo skupaj seveda z njihovimi dobavitelji potrudili, da bo ta dvig DDV-ja na prehrambenih proizvodih kar se da, torej minimalno opazen. Seveda se v celoti tega ne bo moglo amortizirati. Trgovina je preprosto preveč svojih rezerv že investirala v to ohranjanje potrošnje, da bi ta tempa vzdržala še v bodoče. Popolnoma torej nemogoče pa je to pričakovati na strani tehničnih proizvodov. Mi moramo vedeti, da je trgovina, če primerjamo leto 2008 in pa 2012 oziroma 2013, je trend prihodkov v trgovini upadel tam za 13% v povprečju. Vendar, kar se tiče tehničnih proizvodov, govorimo o pohištvu, o beli tehniki in trajne potrošne dobrine, pa je ta trend tudi, torej upadanje potrošnje tudi do 40%. In tehnična trgovina je doživela že tako zelo velik udarec s tem, da preprosto tega davka, povečanja davka ne bo mogla amortizirati in ga bo morala vključiti v maloprodajne cene, torej s tem jih bo seveda povečala. In na drugi strani moram poudariti tudi to, ko smo analizirali kupno moč Slovenije, potrošnikov v Sloveniji v primerjavi z drugimi državami Evropske unije, je v letu 2008 Slovenija zaostajala za povprečjem EU-ja za 9 indeksnih točk. Danes zaostajamo za 16 indeksnih točk, kar pomeni, da se je ta situacija v Sloveniji drastično poslabšala, medtem ko pa se je kupna moč v nekaterih državah Evropske unije že povečala, torej ima že trend rasti in te trendi so za Slovenijo zaskrbljujoči. Se pravi, da bodo pravzaprav trgovci zelo selektivno spreminjali cene oziroma tisti, ki jih bodo dvigali,
bodo verjetno dvakrat premislili, preden jih bodo dvignili. Kdaj pa dejansko bo prišlo do zamenjave cen na policah? Se bo to dogajalo v nedeljo, 30. junija, prej? Torej, do zamenjave bo prišlo seveda z datumom uveljavitve nove stopnje davka na dodano vrednost. Tehnične priprave že danes tečejo, seveda bojo s tem nastali tudi stroški, tam nekje od 400 do 600 evrov po registru blagajn je teh stroškov, ker je potrebno zamenjati informacijske aplikacije seveda, določene programe, določeno blagovno knjigovodstvo, nekateri se bodo odločili tudi za popise zalog, tako da je polno tega pripravljalnega dela, ki ga bodo trgovci morali, da tako rečem, praktično opraviti čez noč, da bodo lahko s 1.7. odvajali nove davščine v državno blagajno. Gospa Mariča Lah, hvala lepa za pogovor. Hvala vam za povabilo.